vseživljenjskega učenja vam zaposleni na Ljudski univerzi Celje ne smemo zamolčati, da bomo 19. septembra praznovali 100. obletnico Ljudske univerze Celje. Ob tej priložnosti smo se sodelavci zakopali v našo zgodovino in v njej odkrili veliko zanimivih stvari. Med drugim tudi to, kako so si v preteklosti naši predhodniki prizadevali doseči čim širšo publiko s svojimi predavanji, izobraževanji in usposabljanji. Tako so na primer leta 1951 po Celju postavili 3 predalnike, 3 nabiralnike, kamor so ljudje lahko oddajali svoje predloge, ideje za predavanja, anketne vprašalnike, ki so jih rešili, predavatelji pa predavanja, ki so želeli izvesti tukaj v Celju. Potem so imeli predlog, da so v Savinjskem vestniku izdali rubriko Ljudska univerza Celje, kjer so pisali o predavanjih, da bi ta bila čim bolj odmevna in povezale potencialne udeležence s predavatelji in z odborom Ljudske univerze Celje. Predlagali so tudi, da bi se vsako predavanje končalo z debato, da bi bilo tako bolj zanimivo za udeležence. V prizadevanju za dosego čim večjega števila udeležencev so predavanja izvajali tudi v predmestjih Celja, tako da so poskušali že takrat približati izobraževanje, usposabljanje čim širšemu krogu ljudi. Vse to, o čemer sem vam sedaj pripovedoval, bi lahko rekli, da je bil teden vseživljenjskega učenja leta 1951. Danes pa novo okolje, nova obleka, novi komunikacijski kanal. In skozi ta promocijski film si boste lahko sedaj pogledali, kaj vam na Ljudski univerzi Celje ponujamo letos.